z vami svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: kakršni so bili Noetovi dnevi, tako bo tudi v prihodu Sina človekovega. Kakor so namreč v tistih dneh pred potopom jedli in pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe na ladjo, in niso ničesar slutili, dokler ni prišel potop in vseh odnesel, tako bo tudi v prihodu Sina človekovega. Takrat bosta dva na polju, eden bo sprejet, drugi puščen. Dve bosta mleli na kamnu, ena bo sprejeta, druga puščena. Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod. Vedite pa, ko bi hišni gospodar vedel, ob kateri straži pride, tak bi ostal buden in ne bi pustil vlomiti v svojo hišo. Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti v uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Začenjamo novo cerkveno liturgično leto. Začenjamo z adventnim časom, ki, vemo, se bo končal s praznovanjem Božiča oziroma spominjanjem na Jezusovo rojstvo. In na začetku vsakega leta, ko se začenja adventni čas, sledi pravzaprav vprašanje, ali ga pravilno razumemo. Če pogledamo namreč okrog sebe, potem lahko takoj vidimo, da vsaj trgovci zelo dobro razumejo ta čas. Zato je adventni čas, december, najbolj potraten čas, najdražje obdobje v letu. Tako kot Jezus pravi, da so otroci tega sveta razumnejši od otrok Božjega kraljestva. Namreč za ljudi, ki živijo horizontalno, ni problem razumeti mesec december kot čas obdarovanja, kot čas praznovanja in tako naprej. Zato je prav, da tudi kristjani, ki živimo vertikalno, ta čas izkoristimo ne za nakupovanje daril in praznjenje denarnic, pač pa, da se zopet spomnimo, da kot kristjani živimo v nenehnem pričakovanju. Zato je danes na mestu ta evangelij, v katerem Jezus naroča: bodite pripravljeni, ne veste, kdaj se bo to zgodilo. Lahko že danes, lahko jutri, lahko čez en teden, lahko pa šele čez 1000 let. Ampak nikoli ne vemo, zato naj ne bi zaspali. Adventni čas nas namreč spominja ne le na to, da je pred nami Božič, ne le na to, da smo v nenehnem pričakovanju Jezusovega ponovnega prihoda, pač pa tudi na naš cilj, ki ga imamo pred seboj. Kajti kot kristjani nikoli ne hodimo skozi življenje brezciljno. Vedno vemo, katera in kakšna je pot in kakšen in kateri je cilj, proti kateremu gremo. Edino, česar se moram kot kristjan bati in se izogibati, je, da se ne pustim zavesti. Namreč dokler živim vertikalno, se pravi, da vzdržujem odnos s Bogom, da sem z njim v nenehnem stiku, da si v spomin nenehno kličem, da sem kristjan, ki živim v pričakovanju, do takrat bom imel jasen cilj in jasno pot pred seboj. V trenutku, ko začnem živeti horizontalno, izgubim izpred oči ta cilj in pot, ker v tem primeru edini cilj postanem samo jaz, moja kariera, moje želje, moja hotelja.
se začnem pehati iz dneva v dan za čim več in biti pač nekdo. Če živim v vsakodnevnem pričakovanju Jezusovega prihoda, se pravi, da živim vertikalno, to sicer ne pomeni, da sem brezbrižen do življenja, v katerega živim. Še vedno moram živeti s polno odgovornostjo. Še vedno moram živeti pokončno in ponižno obenem. Še vedno moram delati, da plačam položnice in gojiti dobre odnose s svojimi bližnjimi. Če živim kot kristjan v pričakovanju, se spremeni vrednostna lestvica. Namreč pomembnejši od računa, ki ga imam odprtega na banki, mi postane račun, ki imam odprtega v nebesih. Pomembnejše od kariere, ki jo gradim tu v tem življenju, je kariera, ki jo gradim za večnost. In pomembnejše od zmag nad ljudmi postanejo zmage nad samim seboj. In pomembnejše od zunanje lepote postane notranja lepota. To se zgodi, če živim vertikalno v stiku z Bogom, če živim kot kristjan v nenehnem pričakovanju. Če pa ne, bom pa pač imel konec decembra prazno denarnico.